Zdaj, kreativnost in kalupi ne grejo skupaj. Kreativnost je tista, ki kalupe razbija, ki od njih beži. Ne? Bolj si stisnem v kot, bolj moraš biti kreativen, da prideš iz njega. To je bistvo kreativnosti. Pa ne smemo si samo mi v oglaševalskem poslu ali pa v kreativnem poslu tega lastiti. Ne? Tudi Ronaldo, ki ga 3 krije, pa Luka Dončić, ki so 3 na njem, on mora biti kreativen, da pride ven. Ne? Ampak bistvo tega kreativnosti njegove je pa veliko treninga, da je lahko kreativec, improvizator. Ne? Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Veseli nas, da ste z nami. Ne pozabite se sva na podcast naročiti, da ne zamudite nobene naslednje epizode. Všečkajte, komentirajte, predlagajte, seveda koga bi še želeli videti v tem studiu. Evo, z veseljem danes napovedujem, da bomo zaplavali malo v kreativne vode. Ostajamo seveda tudi v podjetništvu, ampak to bo en tak preplet, malo tudi subkultur glasbe. Tine Lugarič je z nami. Tine je en tistih komunikologov in kreativcev, ki v bistvu oglaševanja ne razume zgolj kot industrijo, ampak kot prostor idej, kulture in tudi vpliva. Svoj pot je gradil v velikih agencijah, kjer je soustvarjal prepoznavne kampanje, razvijal strateški pogled na kreativnost, danes pa kot soustanovitelj lastne agencije stopa tudi po bolj podjetniški poti, ne več zgolj kreativec, tudi direktor, torej vodja ekipe. Uradno je Tine tudi soustanovitelj, kreativni direktor multidisciplinarnega kreativnega studia Trampolin, ampak njegovo razmišljanje zaznamujeta tudi skate kultura in glasba, 2 svetova, ki sta ga naučila še več svobode, ritma in tudi drugačnega pogleda na ustvarjanje. Ekipa Trampolina se je v dobrih 5 letih, odkar obstaja od jeseni 2020, v koronskem obdobju v bistvu podpisala pod številne vidne in prepoznavne kampanje iz različnih sfer družbe in gospodarstva. O vsem tem bomo govorili danes, sicer je Tine tudi, tega ne smem pozabiti omeniti, kolumnist Večerove priloge v soboto in je bil svojo izjavo, citiram, luksus je mir, luksus je varnost, in tega imamo na pretek. Lahko smo srečni, jaz sem, konec citata, tudi finalist izbora za Bob leta 2025. Tine, zdrav. Pozdravljeni, zdrav. Kak si? Super, zunaj je sonce, skoraj da že pripeka, tako da vse cveti. Res je, čakali smo to, ne? Čakali smo, ja. Vsaka dobra novica, danes je vredna pozornosti, hvaležnosti in da jo tudi začutiš dejansko. Ne? Super. Po moje se za nobeno epizodo podcasta nismo dogovorili tako hitro, tako učinkovito, tako lahkotno kot s tabo. Ne? V petek sem te vlovil na nekem sestanku na Dunaju, skratka, ampak preveril si koledar, si rekel, evo, v sredo lahko pridem, snemamo akcija takoj. Mogoče ne bi od kreativca, zelo zasedenega direktorja to pričakoval, stvar dobre organizacije, ali čemu lahko to pripišemo? To je ključ v bistvu. To je edino, kar te reši v tem tempu. In jaz moram, bom rekel, priznati, da je to en moj privilegij, da imam to organiziranost v sebi že od malih nog. Ne. Mogoče vem, čemu jo lahko pripišem, ampak je med kreativci absolutna redkost. Ne. Večinoma so zmedeni, ne vejo, ki se jih glava drži, ampak pogledati koledar v isti sekundi, ko me ti vprašaš, če imam čas, ne, mi vzame točno 1 sekundo in smo že naredila velik korak in potem sprejeti odločitev, ne, naslednja sreda imam prosto lahko, je pa naslednji korak, ampak to sprejemanje teh odločitev za ljudi dostikrat pomeni, kot da bi plezali čez ne vem kakšne gore. Pa v bistvu ni, ne, je simpel, ne, samo treba se odločiti, pa treba je potem to izpeljati. Ne. Zdaj, o čemu lahko to pripišem, mogoče, ne vem, jaz verjamem v to, no, pač 10 let sem bil star, ko sem začel se ukvarjati z borilnimi veščinami, ne, še danes se, ne, pa sem star skoraj 43. Več kot 20 let sem treniral aikido, tako zelo intenzivno, zelo redno in tam te naučijo od malih nog, ne, se pravi, ko prideš v dojo, se je treba prikloniti,
starejši so po hierarhiji pomembnejši, večji, kimono je treba zložiti, hakamo, to so tiste široke hlače, ki so jih samuraji nosili, je treba zložiti na ne črto, na mislim, da enih 15-20 črt, ne? In zdaj, ko 10-letni otrok začne s tem živeti, se ti nekje more poznati, ne? Ja, disciplina, ta ne nazadnje tudi vztrajnost, v bistvu, ampak doslednost, ne? Ja. Predvsem to, recimo, kar je res, kot praviš, malo tuje, verjetno v kreativnem svetu, ampak bova še o tem, da nam malo povej, kaj v teh dneh tebe pa ekipo Trampolina najbolj zaposluje, recimo pomlad je, vpliva letni čas kakorkoli na projekte. Zagotovo vpliva, čeprav včasih so v oglaševanju bila leta zelo predvidljiva, ne? Se pravi, bili so neki postopni zeniti v, rečimo temu, februar, marec, april, kjer so se pripravljale kampanje za neki end of school, potem je bil velik upad čez poletje, smo včasih tudi na velikih agencijah igrali kitaro po več dni, ne? In potem se je spet začel vzpon, da so se pripravljale sredi še poletja z umetnim snegom, božične kampanje in tak dalje. In potem si vedel, da je do konca leta to in potem si spet. Zdaj pa ni več, zdaj pa je vsako leto popolnoma drugačno. Včasih je januar, februar, da se vprašaš, ne, kaj se dogaja. Včasih je pa tak, da ne moreš dihati, ne. Včasih je poletje busy, pa je september, ne, malo nižji, ne, ampak in ko enkrat to začneš razumeti, moraš biti tudi bolj pripravljen, se pravi, moraš biti skozi pripravljen. Včasih si točno vedel in si načrtoval in si tudi bilance lahko nekako tako načrtoval in si rekel, saj prideš v september, pa bo okej, ne. Tako da ne smeš v bistvu zaspati, nikoli ne smeš zaspati, mi tudi zelo, zelo intenzivno, koliko pač imamo tudi časa, pa koliko nam to gre od rok, da skrbimo, da smo nekako, tako kot je recimo ta aktivnost, za katero sem se z veseljem odločil, ne samo hitro, ampak tudi z nekim zavedanjem, da je pomembno, da se tudi pogovorimo, ne, mogoče bo pa kdo poklical na podlagi tega podcasta, ki bi si želel mogoče sodelovati z nami, pa lahko komu tudi pomagamo, ne. In ta neka promocija lastna je zelo pomembna, ampak mi jo izvajamo na zelo premišljen in izbran način, se pravi, to so sodelovanja na pomembnih konferencah, to so, tako kot si omenil na začetku, pisanje kolumne, ne nazadnje, ki od mene zahteva veliko ur priprav in fizičnega pisanja, ne, ampak sam to vidim ne samo kot tudi, bomo rekli, neka vidnost, ampak tudi kot lasten trening pisanja in razmišljanja, ne, ki danes pravzaprav ljudje predajajo svoj primat razmišljanja robotom, ki razmišljajo do neke povprečnosti, ne. In to pomeni, kot da bi maratonec nehal trenirati, ležal na kavču in potem mislil, da bo naredil rekord, ne more ga, ne. Isto je z možgani, ne. Zato je to za mene čisti trening, ne. Plus me tudi veseli, ko me ljudje kdaj ustavijo, pa rečejo, berem tvoje kolumne. En fant je celo rekel, mlad, se sem poslal uredniku, ne, da vsakič, ko je moj članek noter gre in babici vkrade izvod časopisa, da to prebere tak, da prime, ne, kar se mi zdi v redu, ne, moment, on se potrudi, gre tja, ne, obišče babico zraven, ne. No, dobrega. In pol še meni to napiše, ne, pa se ne poznama zares, ne, tako da ja. Kaj nas najbolj zaposluje, poleg, bom rekel, precej projektov na najrazličnejših področjih, tudi na najrazličnejših delih sveta, trenutno, tudi precej mednarodno delujemo, je še oprema, bom rekel, prostorov, v katere se počasi selimo v lastne in izbrati mizico iz ponudbe milijon mizic, verjemite mi, ni enostavno, ne. Če ga to bolj ženski del ekipe prevzame? Ali? Ne, žal ne, se kar mi trije soustanovitelji, partnerji, Nenad, Andrija pa jaz ukvarjamo s tem in včeraj smo si dejansko razbijali glavo, ampak smo, ne, tako smo pregovorili o odločitvah. Odločili smo se, vedeli smo, da bomo 2 uri v to investirali, kar pomeni, da bo do požari, ki je okrog še večji, ne, ampak smo morali to narediti in smo tudi naredili, ne. Super. Če ne bi pa to spet, pa bi tedni leteli in tako potem nič ne narediš, ne. Moraš se odločiti, moraš narediti vse odločiti. Eksekutivnost. Ja. Tako, to je kar ključ. To je ključ, točno to. Tudi najmanjše stvari, v bistvu, če se nakopiči, pa to... Pa se samo zgubljaš in vtapljaš, ne.
Danes si tako razpet med vloge, seveda kreativec si še vedno, to si itak ti po nekem DNK-ju, ampak danes si tudi podjetnik, direktor, ekipo moraš voditi. Kaj si najbolj? Ali si neki najboljši miks vsega? Ali te kje boli, da mogoče ne moreš biti najboljši miks, ali pa da ne moreš biti najboljši kreativec, pa najboljši direktor hkrati? Ja, zdaj trudiš se biti najboljša različica sebe, daleč od tega, da si najboljši, de facto. V bistvu probaš biti najboljša različica sebi. Jaz sem si vedno skozi vso kariero sem se postavil eno vprašanje, ki me je na nek način ohranjalo v kondiciji. Kaj moram narediti danes, da bom čez 5 ali pa še več let relevanten ali relevantnejši strokovnjak v tem, kaj delam, In ti odgovori, ki ti prihajajo, kaj moraš narediti zdaj, te v kondiciji ohranjajo. To pomeni sprejeti povabilo na predavanje, za katerega te je ful strah. Recimo, ko sem jaz 10+ let nazaj začel predavati po šolah, jaz sem imel velik strah. To me je ščemelo v prsih, pa kljub temu, da smo imeli tudi rap band, pa že nekaj nastopov, ampak to je bilo drugače. Tam je bilo 5 članov ekipe okrog tebe, to si se pač naučil na pamet, To je bilo pa nekaj druga, se pravi, ti si za neko znanje prišel predajati, ampak ta strah, vsakič, ko sem ga premagal, sem bil tak za pikico ponosen na to in me je spet potem lažje čez naslednji strah spravilo. Danes tega strahu več ni, tudi pripravljam se načeloma nekaj bistveno, ker se mi zdi, da tisti mojo porabim v pripravi, ki ga potem rabim. Pripravim se pa toliko, da vem točno, kak struktura teče, pa uvod je pripravljen. Ugotovil sem, da če imaš ti uvod pripravljen, ali je to neka finta, ali neki video zavrtiš, da narediš tistih par vdihov, potem si okej. Ker če pa začneš z neko strokovnostjo tam, pa te slučajno tu zagrabi, pa gre samo v zajčjo luknjo. Tako da ja, to je nekako odgovor, da se držiš v kondiciji, kak biti dober pisec, tako da pišeš, kak biti dober strateg, tako da se učiš, da si naročen na pomembne strateške revije, da hodiš na konference, da se pogovarjaš z ljudmi. Zdaj recimo tudi konference, kak običajno se gre na konferenco, tam nekaj poslušaš in greš domov. Mi smo zdaj malo obrnili logiko. Pogledamo, kdo prihaja na konferenco in se probamo dogovoriti za kak kavo, s kom, iz drugega konca sveta. In zdaj, če si ti tudi med panelisti ali pa gosti, imaš bistveno lažjo izhodično točko za to. Vsak bo rekel, ja, the best. Sej nekdo, ki pride iz, Štokholma na konferenco v Rovinj, recimo, je tudi sam na koncu, Veš, sej ni on zdaj super junak, On je pač isto kot ti, In se izjemno radi odzovejo, s tem pa delamo stike, In gremo na kavo, potem spijemo tudi kako pivo, pol smo pa dalje v stikih in mogoče se pa kdaj kako sodelovanje odpre, In to je neka logika, ki jo probamo vedno na nek način nek nov pogled ali pa neko novo prakso uvesti v vse, kar pravzaprav delamo. In to je odgovor na tisto, kaj moram narediti danes, da bom relevanten čez 5 let, recimo. To je vsako vprašanje relevantno, ključno, še za naprej, na neki točki. Točno to. Ampak če si ne postavljaš teh, če ne razmišljaš o tem zdaj, te bo pa čas hitro povozil, zato ker se ustaviš, AI je tukaj, kaj zdaj, ja vsi ga uporablja, ga bom pa jaz tudi. Okej. Kaj lahko naredim, da mogoče pa tudi jaz ne grem v to godljo noter, Kak se moram vesti ob tem, Pa imaš nek filter, recimo, da prepoznavaš, kdaj je res ključno energijo čas vlagati v nekaj, kdaj pa mogoče rečeš, mogoče pa ni mogoče pa to ne bo prineslo, ne vem, imaš nek sistem? Imam sistem, ki pa me ga je naučil, to je še v času, ko sem bil na eni od agencij Luna TBWA na enem izobraževanju v Torontu in je bil moj mentor Peter Suter, to je en od pomembnih ljudi v tej oglaševalski mreži, tudi pisec scenarijev, zdaj na Netflixu je imel 2 leti nazaj to That Christmas, to risanko čudovito je napisal. 2 ključni stvari mi je takrat dal, ki so me rešile tega utapljanja v preveč dela, v neorganizirano upravljanje z lastnim časom, kljub organiziranosti. Prva je, ko nečemu rečeš ja, se vprašaj, čemu si rekel ne, zaradi tega, ker si rekel nečemu ja. Ne moreš vsega, Se pravi, jaz tebi rečem ja, bomo naredila projekt, ampak s tem sem
del svojega časa dal nekomu, ki ga ne morem dati nekomu drugemu. Zdaj pa tehtaš. Kaj je pomembne? Ne? Kaj je pomembne? To je prvi. Drugi pa reči ne with a yes vibe. Se pravi, reči ne, da se sliši, kot da si rekel ja. Ne? To pa je, da si ne zapiraš vrat, ampak ful mi je dobra ideja. Res ful sem vesel, da si me povabil. Z veseljem bi res imam trenutno tako gužvo in ne bi se mogel tako dobro pripraviti. Bom pa poklical kolega, ki je tudi zelo dober strokovnjak, vam dam kar kontakt, mi se pa slišimo za naslednjo, pa dajte me malo prej poklicati. Se pravi, rekel sem ne, ampak nisem pa jih rekel ne. Ker marsikdo pa reče ne in pol se tudi druga stran počuti kot zavrnjeno. Ne? Jaz se nisem zavrnil, jaz sem povabil k naslednji priložnosti, ki bo slej ko prej prišla in pride. Ne? Pride. Ne? In ko enkrat začneš to v praksi uporabljati, vidiš, kako ti kar naenkrat čas prihaja, ki ga lahko koristneje uporabljaš. Ne? Vedno si v nekih projektih, ne? Si predstavljam, ti pa cela ekipa v bistvu, te to definira, te v nekem obdobju, ko to počneš v bistvu, ali te mogoče na neko daljše obdobje neka faza kariere, v kateri si definira, ali te pač definira vedno tvoj DNK, v bistvu to, kar si? Zdaj bom rekel, poznam dosti ljudi, kolegov, kreativcev, ki imajo DNK zelo vezan na to, kar počnejo na posel in ko jim gre slabo, niso okej. Jaz imam pa v sebi neko sidrišče tu noter, ki je, bom rekel, čez celo življenje moram potrkati zelo stabilno. Zelo stabilno, kar pomeni, da tudi ko pridejo deževni dnevi, znaš nekako razumeti, zakaj so prišli in znaš tudi hitro poiskati pot, kako priti do razjasnitve. Ne? Tako da neka ta stabilnost, mogoče tudi spet iz aikida, ne? Ki te od malega uči, na vsakem treningu padeš, ne vem, 500-krat. Ne? Zdaj, če to pomnožiš z 20 leti, pa 4 do 5 treningov na teden, je to, verjetno so to 100 milijonov pacov. Ne? In zdaj, če sem tolikokrat vstal, ne? Pa ni hudič, da ne bom še ob neki poslovni barieri ali pa neki življenjski barieri, ki, hvala Bogu, do zdaj ni še bila nobena, tak, bom rekel, drastično velika, upam, da tudi ne bo. Tako da, v bistvu, od projekta do projekta potujemo tako hitro, da ko se en zaključi, si že zelo globoko v drugem. Kar je pa mogoče, dosti krat si rečemo, nimamo niti časa, da bi zadihali, pa bi rekli, wow, ful dober projekt smo naredili, dajmo nekaj nazdraviti. Zdaj probamo večkrat to narediti, da se vsaj za pol urce poveselimo, ampak kaj pa je naša prednost dejansko ekipe Trampolina, in v to tudi verjamemo, da ko delamo projekt, smo all in noter. Ne? In to tudi čutijo klienti. Ne? In dosti krat slišimo, vi pa niste klasična agencija. Ne? Klasična agencija nam pride, obljubi nam sanje, potem pa servis ni tak, ne? Ali nam delajo mogoče manj izkušeni za nas. Ne? Pri nas smo pa vsi hands-on, tudi vsi mi founderji in celotna 11-članska ekipa, ki so, bom rekel, imamo manj članov ekipe, ki so mlajši ali pa imajo mogoče 5 let izkušenj. Vsi so tu nad 15 let izkušenj, ne? Mi mogoče 3 največ, okrog 20 pa še malo več. In to ima vrednost, če si hands-on zraven. Ne? Torej jaz pišem, Andrija dela digitalne, Nenad Riše ilustrira. Ne? Nismo samo mi na prvih sestankih. Ne? In marsikdo nam tudi reče, da je to velikanska razlika, ki jo čutijo. Ne? In takrat, ko smo pa na projektu, ko se odločimo za projekt, ne? To pomeni, da včasih vzamemo tudi projekt, v katerega resnično verjamemo, ne? Pa ima mogoče kako družbeno korist, pa mogoče finančno ni takšna kompenzacija, ki bi pokrila ves ta naš effort, ampak ga zaradi nekega drugega razloga vzamemo. In ko ga vzamemo, nismo, daj, tu bomo malo zaslužili, daj malo tone down, ampak smo all in. Se pravi, če je treba premakniti, če je treba narediti 600 objav earned media v medijih, ne, bomo jo naredili. Ne, bomo 100 telefonov obrnili, bomo vse možne povezave vklopili, če je to za nekaj skupnega dobro. Ne. In to je ta razlika, ki jo prinašamo k mizi. In tudi ne popustimo, bomo rekli, dokler nismo mi z našimi visokimi standardi zadovoljni in rečemo, to lahko gre ven, to lahko gre ven. Kar pomeni, da včasih tudi malo obžuce spravimo, kakšne bomo rekli zunanje partnerje, ampak na koncu vsi priznajo, da pa to, kaj pa prišlo ven, je pa nekaj. Ne?
In pride nazaj tisti ponos. Jaz vem, da je marsikomu težko, vse tudi nam ni easy na poti, ampak če vidim, da je vrh gore tam, pa da znamo priti, samo ne vemo še mogoče kak, ne, bomo pa prišli gor, ne. In to je ta razlika, ne. Jaz sem se v agencijah v zadnjih letih zelo poslušal tega, da je samo da je, ne, pusti, da je. V redu je, ne. To so se mi vse dlake na hrbtu ježile, ne, pa jih nimam, ne. In to je nekaj, v kar absolutno ne verjamemo. To ni na našem listu dovoljenih stvari, ne, v trampolinu, ne. Samo da je, kaj je to samo da je, ne. Ni slabo, ne. Se je težje motivirati, recimo, ko veš, da pač nagrada, pač mogoče ne bo taka. Mislim, absolutno je prav, da se, tako kot praviš, ampak se je kaj težje za to motivirati, ali pač, če stremiš, vedno vidiš ta končni cilj enako? Ko gre za kakšne projekte, bom rekel, ko bojo tudi v družbi, ko nimajo zgolj poslovnega outcoma, ne, ampak bodo v družbi nekaj spremenili, je ta odgovornost tistih, ki zmoremo to narediti, mogoče eni znamo, eni imajo za to resurse, eni imajo pa za to mogoče kanal, ne, in potem, če to združiš, lahko nagovoriš ali pa odpreš neko družbeno diskusijo, takrat je absolutno ta motivacija zelo velika. Zato, ker ko vidiš, bom rekel, rezultate, da se ljudje začnejo premikati, da se začne to nekaj kotaliti, neka snežna kepa, da ljudje za svojimi zgodbami pridejo, no, takrat veš, da to funkcionira. In to je velikanska nagrada. Na koncu večja od nekega finančnega uspešno podjetja, ki pa seveda more biti, projekti morajo biti finančno kompenzirani, na koncu da lahko sploh ti to delaš, ne, tako kot je Leopold rekel v intervjuju, zdaj mislim, da je včeraj imel v vašem, mislim, je rekel, da pač mu marsikdo očita, da dela oglase za to, da je se prodal, ne, on pa je rekel, da glasba, ki jo dela, pa spoti, da stanejo, ne, in zdaj on mora dobiti od nekod denar, da lahko pač to dela, in to ni nobenega obsojanja vredno, to je pohvale vredno, ne, zdaj pa je njegova naloga ta, da ko bo izbiral projekte komercialne, da bo izbiral tak, da so, bomo rekli, da najde neko presečno množico za svojim DNK-jem. To je sodelovanja med artisti in brendi so dobra takrat, ko se jim DNK-ji nekje povežejo. Ker če so pa diametralno napačni, je pa fail velik lahko, ne, za obe strani, ne. To smo že videli primerov nešteto, ne, dobrih in slabih sodelovanj, govorim v nekem svetovnem tudi merilu, ne. Včasih pa imaš neko zvezdo z nekim brandom, ki nimata skupaj zveze in seveda, ne, ljudje to prepoznajo, ljudje to tudi izpostavijo ali pa se norčujejo iz tega in to ni za nobenega dobro, ne. Se to kaznuje potem? Seveda se kaznuje. Ja, kaznuje se seveda, ne, kaznuje se z nekim javnim linčem, bom rekel, ne, mogoče naslednji projekt posledično več ne bo dobil in tako dalje. Tako da mora zelo paziti, ne, tako da, Majki, če to poslušaš. Tu je mogoče se drugo vprašanje, zakaj sistemski problem, zakaj glasbenik v Sloveniji ne more od glasbe živeti, od svojega core biznisa, mogoče bolj to, ne, seveda. To ne vem, zdaj jaz mislim, da nekateri izjemno dobro živijo od glasbe, ne, eni pa slabo, zdaj pa kaj je razlog tistemu, ki živi dobro, pa kaj je razlog živi veta vsak za sebe. Ni pa to neka formula, da si ti zdaj glasbenik, pa boš kar, ne vem, dobil rento, ne. Ja, ne, pač ne moreš, ne. Marsikatera glasba si niti ne zasluži evra, ne, ki jo poslušamo, ne, pa dobro služi, ne. Tudi o glasbi veš dosti, da je še ova, kaj na to temo. Mogoče tu še vmes je kako zdaj projekt ali pa nek dosežek, kar ste dosegli, pa si rečeš, nek moment, to je to, zaradi česar sem v tem biznisu, recimo, je bil kak tak moment v zadnjem trenutku, kaj je to nek dosežek ob kampanji, neki vmesni korak? Zdaj, nam veliko pomeni in mislim, da je to zelo vredno, ko se nam javijo, bomo rekli, neka nova podjetja, dostikrat tudi iz tujine in jih vprašamo, kje ste pa slišali za nas. In rečejo, priporočil me je ta pa ta in ugotoviš, da je to tvoj klient. Ne? Ko te klient priporoča dalje, takrat veš, da je on uživa neko zaupanje oziroma ti uživaš njegovo zaupanje in on nima strahu dati dalje besede, ker ve, da bo naredil dobro delo. Ker najhuje je, če nekoga priporočiš, pa se polo ne izkaže, pa tak tebe gledajo, ne? In to je recimo zelo, zelo pomembno. Teda to se nam zdi zelo pomembno. Zdaj trenutno imamo tudi nekaj zanimivih mednarodnih sodelovanj, ki so zelo raznolika, zelo, bom rekel,
tudi zahtevna, pa tudi kažejo mogoče v poslovni kulturi, ki je mogoče v Sloveniji, ne generalno, ampak zelo pogosto je še malenkost nedozorela, bom rekel, v tej osnovni poslovni ravni bontona, kulture, sprejemanja odgovornosti, ne. Recimo, pa tudi v tujini imaš primere, ko te pol presenetijo, ne, pa rečeš, sej tudi tam imaš, ampak bom rekel, da če gledam po nekem deležu tujih sodelovanj, ki smo jih naredili, je veliko takih, ki so bili zelo poslovno korektni, zelo na nivoju, zelo spoštljivi, ne, zelo tak zreli, ne. In te zrelosti mogoče včasih zmanjka, bomo rekli, v našem malem prostoru, ne, ampak daleč od tega, da nimamo izjemnih ljudi, s katerimi sodelujemo. Zdaj, vsi naši naročniki, bom rekel, so fajn, ker tisti, ko niso, se počasi mi gremo svojo pot, ne. Imamo to varovalko, ampak recimo tudi zdaj pred kratkim smo pa povlekli eno črto tudi na sodelovanju iz tujine, bom rekel, ne, ki je in so tudi dejali sodelavci, bom rekel, osebe, ki je do tega pripeljala na njihovi strani, da je povleči to mejo izjemno zdravo in da jo pozdravljajo, ne, ker tudi sami vejo, ne, zakaj je do tega prišlo, ne po naši krivdi, in so zelo pozdravili in spet kaže na neko mero zrelosti, ne, in nekega poslovnega, bom rekel, takega stila. Ne. Super. Ja. Mislim, seveda tudi zelo fajn, da se ni treba oklepati vsakega sodelovanja. Ja, absolutno, pa da veš, kaj lahko dostaviš nekomu, ki pač zna to ceniti. In to je ta, ne, reči ne z yes vibe-om na nek način, ne. Včasih pa rečeš tudi samo ne, odvisno kako skrajno pride, ne, v našem primeri ne toliko, ker če ti je cilj samo dobro, pa prišla bo naslednja faktura, pa to, ampak zelo trpimo v tem procesu. To nima nobenega smisla. Hkrati si pa blokiraš čas, ki bi ga pa mogoče kdo, ki pa bi bil super fit za sodelovanje, lahko napolnil. Zdaj pa ga ne more, nisi pozoren na nove impulze, nimaš časa za nove impulze, ne? In to recimo me je tudi na nek način izjemno motilo v velikih agencijah v zadnjih letih, da smo za vsako ceno, jaz razumem, več ljudi, več plač, več je treba pojesti, po domače povedano, ne, odpadkov, ampak menim, da v nekem odraslem poslovnem svetu bi se dalo zmeniti na ta način, da ni trpinčenja drugega, da se konstruktivno pogovarjamo, ne, vse zato smo tukaj, ne, zato smo tukaj, da najdemo konstruktivne rešitve, ne da drugega obtožujemo, žalimo in tak dalje, ne. Teda, tukaj mi zelo striktno povlečemo mejo, dvignemo telefon in ne dovolimo, da kdorkoli žali kogar iz naše ekipe, ker nismo zato tu. Tu smo zato, da pomagamo, če smo za skupaj, če nismo pa tak nismo, ne. Kako hitro lahko ugotovite ta fit, recimo? Ali je, ali ni? Verjetno ni dovolj en sestanek. Ne, ni en sestanek, smo pa vedno bolj pozorni na majhne alarme, ki se pa, potem ko gledaš nazaj, rečeš, to je bil alarm, to je bil alarm, to je bil alarm, to je bil alarm, ne. In zdaj probamo biti zelo tako iskreni sami do sebe, ne, ali so že to alarmi in jih mogoče vnaprej prepoznamo, in to so ravno te izkušnje, ne, ki te, odvisno kako dolgo si pustil včasih, ne, in povečeš, pa to je bil alarm, pa to, da jih probaš vsakič prej prepoznati, ne. To je lahko bila mogoče en mail ali pa en Slack sporočilo, ki je imelo neko žaljivko ali pa neko obtožbo, ki ni imela nobenega temelja, recimo. To je klasični alarm, ne. Alarm je bil, da se nekdo, da ga znervira nekaj, kar nima popolnoma nobenega razloga, da si znerviran, ker je mogoče del posla, mogoče en mini šum, ne, ki se dogaja v poslu, vsi so zaposleni, vsi imajo svoje urnike tako ali drugače polne, ne. In to so vse alarmi, ne. Zdaj pa, ne, na koncu je nek cilj, ne, pa tudi potem malo, bom rekel, moraš dati v kontekst, ta kontekstualna inteligenca je zelo pomembna, ne, da ti vidiš 360 stopinj, pa malo v nivoje noter, ne, pa včasih kaki podton, nekdo pa reče nekaj izgovori, ampak čutiš v tonu glasu,
da ga nekaj skrbi, ali da ga nekaj strah, ali da ne misli resno. Ne? In zdaj, če nisi prisoten, če nisi aktiven poslušalec na sestankih, ne, zgubiš veliko bistva. Tako da jaz sem recimo tudi v zadnjih letih, bom rekel, izjemno delal na poslušanju, ne, ker je ključ. In včasih sem dobesedno po sestankih izžet, ne, sploh če je to kaki tujec, ki govori angleško s kakim francoskim naglasom, ne, takrat si pa res utrujen, ne, ampak moraš poslušati, ne smeš brskati po telefonu, ne smeš odgovarjati na maile, ker zgubiš bistvo. Ne. Bistvo se skriva v podtonih. Tisto ključno, dragoceno, ni zapisano v briefih, ni zapisano v mailih, ampak tam je noter. Ne. In to je ful tudi prednost velika. Ne. To so vse izkušnje. Da, še to mogoče kreativec danes še vedno nek romantičen poklic, ste malo že ukalupljeni v neke okvirje, ki presegajo v bistvu to romantiko, ali so kak ti to čutiš? V bistvu, kak si narediš, kak si narediš, zdaj kreativnost in kalupi ne grejo skupaj. Kreativnost je tista, ki kalupe razbija, ki od njih beži. Ne? Bolj si stisnem v kot, bolj moraš biti kreativen, da prideš iz njega. To je bistvo kreativnosti. Pa ne smemo si samo mi v oglaševalskem poslu ali pa v kreativnem poslu tega lastiti. Ne? Tudi Ronaldo, ki ga trije krijejo, pa Luka Dončić, ki so trije na njem, on mora biti kreativen, da pride ven. Ne? Ampak bistvo tega kreativnosti njegove je pa veliko treninga, da je lahko kreativec, improvizator. Ne? In tukaj je še ena stvar, ki je bila razlog za ustvariti svoje okolje pred dobrimi 5 leti, ne? Je, da so bili ti kalupi v velikih sistemih pretežki. Bili so že pretežki in se jih ni dalo praktično več razbijati, premikati. Tudi vidimo, celotna industrija to ve, samo marsikdo o tem, oziroma premalo ljudi o tem na glas govorijo in še premalo ljudi o tem, kaj naredijo. Ne. Skratka, kaj naredi, da nas ti kalupi ne bodo toliko več omejevali, da ob vsem trudu, ki ga čez leto naredijo velike ekipe, na koncu ne prihajajo več stvari ven, ki inspirirajo, ki zabavajo, ki navdušujejo, ki, bom rekel, učijo in tak dalje. Ampak smo se zapletli v neko nizanje nekih cen, takšnih in drugačnih bedrc, brez kože, z kožo in tak dalje. Ne. Emocije premikajo naše odločitve. Vse odločitve, ki bi naj bile racionalne, se bistveno prej, vse to so nevrologi že zračunali, koliko prej se zgodi odločitev v podzavesti naši, na katero nimamo vpliva direktnega v tistem trenutku. Imamo ga pa, bomo rekli, skozi to, kar se nam skozi življenje nalaga, v kaj verjamemo, kaj nas navdušuje, kaj nas premika. In če mi pozabimo na vznik teh emocij, ne, težje premikamo ljudi in dražji postajajo ti premiki. Ne? Se pravi, več denarja je treba vlagati v to, da si viden, sploh danes, ko je medijski prostor ekstremno zasičen. Nikoli še ni bil tak zasičen, kot je danes in nikoli ne bo tak zasičen, kot bo jutri in pojutrišnjem in tak dalje. Zadeva samo raste. Najlažje je bilo 10 let nazaj, ko so bili 2 telekomunikacijska operaterja, mogoče še en, in smo uživali vsi ob čudovitih mobitelovih in Simobilovih oglasih in smo jih čakali in smo jih delili, ker so bili lepi, ker je bila dobra glasba, ker je bila dobra zgodba. Tega danes več ni, ne? In si bi jih želeli spet. Samo tukaj da vrnil. Moralo se bo vrniti, zato ker bo ta godlja postala prevelika in če boš želel distinktivno izstopati, boš se moral vrniti k nekim distinktivnim prednostim, ki pa jih gradiš skozi zgodbe, skozi neke inovacije, skozi vse tisto, kar pritegne tvojo pozornost in potem na nek način vpliva na tvoje emocije, da rečeš, ok, to me pa zanima. In šele potem lahko nekaj poveš in šele potem lahko nekaj prodaš. Ne? Zdaj pa se je tudi industrija zapletla v te hitre zmage. Ne? V hitre zmage, hipne, se pravi ta nek performance in tako dalje. Jaz ne govorim, da to ni v redu, ampak ni v redu razmerje, ki obstaja med brand buildingom, ne? Ki dela na emocijah, ki dela na dolgi tek in teh short term wins, ne, torej kratkoročnih zmagah, ne? Ampak zakaj te kratkoročne zmage prihajajo toliko do izraza? Zato, ker se je tudi povprečno obdobje šefov marketinga, šefov brandov skrajšalo na, mislim, da obstaja statistika, tam med 1 in 2 leti. Mislim, da je tak kratka era, ne, zdaj ne me držati za besedo, podatki so nekje tam zunaj,
In on v tem kratkem obdobju mora seveda povedati, ne, da to, kaj so do zdaj delali, ni za nikamor. On bo zdaj pokazal, torej rabi short term wins, ne, se pravi kratkoročne zmage, to je performance, graf odskoči in on gre dalje. Ampak za brand to pomeni, se pravi, skozi te kratke odskoke padanje na dolgi rok. To je Orlando Wood v knjigi Lemon, čudoviti, kako so se skisali oglaševalski možgani, lepo dokaže z podatki, ne, kako vplivajo zgodbe, konsistentne, dolgoročne zgodbe na vrednost znamk na dolgi rok in kako te kratkoročne aktivnosti brez seveda tega cepelina, ki te pelje na dolgi rok in se vedno veča, kako vrednost znamke pada. Ne. In to vejo zelo dobro Red Bull, to ve zelo dobro Jordan, to, recimo Nikeju se je zgodil absoluten flop, ko je ugasno in iz svojih aktivnosti vrgel ven storytelling. Ne? Ker na tem je Nike izrastel, ne? In so šli samo v lastne digitalne aplikacije in tak dalje. Ne? Delnica je padla, razpustili so celoten oddelek, inovirati so pozabili, ne? Zdaj se spet vračajo postopoma, ne? Naredili so iz svojih izdelkov za moške, ženske in otroke, ne več za skaterje, za basketaše, za fuzbalerje, za tretje, ki imajo neko identiteto, ne? In so postali kot kaj jaz vem, about you, ne? In so ljudje rekli, that's not my brand anymore, ne? Jaz nočem biti to, jaz hočem biti povezan s kulturo skozi to, kar dam na sebe, skozi, ne vem, povezan skozi to, kaj dam na sebe s svojimi idoli, z zgodbami, ki so mi všeč. To je ta povezava, ki je kot en identitetni stik z tem, v kar ti verjameš. In tu je pomembna vloga brandov noter. In to premika ljudi in premika posel, ne? Če na to pozabiš, nehaš premikati ljudi, nehaš premikati posel, ne? Isto se je Nikeju zgodilo. Idite pogledati čart delnice, ne? 2 leti nazaj, kaj se je zgodilo, 3. Ne? Kako se lahko to največjim, recimo, zgodi? Ja, točno to. Kako se lahko največjim to zgodi? Ja, to so napačne odločitve vodstva bile, ne? Napačne odločitve vodstva, ki je prestrukturiralo oddelke, prepovedalo določene aktivnosti, na katerih je brand živel, zato ker so se tudi oni verjetno zapletli v to špiralo pritiska, ne? Performance. Prihajajo nizkocenovni ponudniki, vse je na voljo, ne? Ampak ravno to je priložnost, ne? Da si ti, kot jaz doskrat razlagam, da je blagovna znamka kako en cepelin velik, ki te pelje čez čeri, ne? In tudi, ko pridejo krize, ne? Pa malo zmanjka, bo on te držal gor, ne? In te nekako peljal navzgor, ne? Ni to produkt, ne? Produkt je tehnični aspekt celote, ne? Se pravi, je sestavljen iz neke gume, sestavljen iz neke mogoče inovativnega platna in tak dalje, ampak že naslednji dan lahko pride en še bolj inovativno gumo, pa še bolj inovativnim platnom z malo manjšo ceno, ne? To se lahko ti zgodi drugi dan, ampak moči brenda pa ne moreš ti v drugem dnevu uničiti, če delaš stvari pravilno, ne? Ne moreš, ne gre, ne? Ampak kakva je bila pol, recimo, zdaj, če smo pri Nikeju, ne vem, ta vrednost, ta kapital znamke, ki so ga prej skozi desetletja nabirali, da lahko to recimo tak strmoglavno. Podobno se je zgodilo znamki, ne, zdaj starejše generacije je poznal Billabong, ne, surferska blagovna znamka, ki je preplavila dobesedno svet. Začela je iz surferske kulture, potem je pa postala tak velika v vsaki trafiki, ogromno ponaredkov in tak dalje. In kaj se je zgodilo? Surferji so rekli, mi nismo več zraven. Torej, tista manjša skupina po volumnu je šla stran in posledično je šel celoten volumen, zato ker ni bilo več tistega sidrišča, ki je, reče se temu tribe, torej neko pleme, ne. Danes je zelo pomembno tudi pri blagovnih znamkah so ti believeri veliki, ne. To vidimo tudi pri znamkah, kot so glasbeniki, recimo Beyoncé ima ta svoj Beyhive, ne. Oni so tisti, ki bodo rekli, novi album je in bodo ponoreli na internetu. Oni so tisti, ki bodo pogrizli vse, ki Beyoncé blatijo na družbenih omrežjih. Vse ona ne rabi nič delati. Oni so tisti, ne. Isto ima Taylor Swift, ima te Swifties, ne vem, pa jih potem imajo neke zapestnice, pa neke rituale. Vse to je, če gledamo z vidika blagovne znamke, so to tribes, torej plemena, ki poganjajo celotno zadevo, da sledi potem velika množica, ne? In je zelo, zelo, zelo pomembno, da si resnicoljuben, da si true v jedru, torej da si v svojem jedru, kako bi se temu rekel, da si resničen, ne? Da ne fejkaš, da ne probaš okrog prenesti, da imaš neko jedro, in tu pride pol spet zgodba.
in v to, kar verjameš, in v ta purpose, ne? Tako Patagonija. Patagonija je tu zato, da reši planet. Ne? Na poti do tja zasluži ogromen denar, ki ga potem tudi vlaga sem in tja, ampak to je njihov purpose. Ne? In vsi to so to ohranjali skozi, v bistvu. Tako, niso se zgubili. Zdaj, mogoče pa je kaki škandal, jaz sicer ga ne poznam, ampak koliko imam jaz informacije, pa koliko spremljam, so zelo, zelo zvesti temu namenu blagovne znamke in ga dokazujejo iz koraka v korak. Ne? In to je pomembno. In to je ta brand building. Ne? Zdaj, ko omenjaš te pevce, recimo, ne vem, kaj si omenil, Taylor Swift, si omenil Beyoncé, imamo tega Justina Bieberja, ne vem, to, kar mi pade na pamet. Je ta kult osebnosti bil skozi prisoten? Veš, kaj sprašujem te, zato, ker recimo razmišljam, govoriš o plemenu, kako se ta baza zgradi. Je to za enega takega influencerja, ne vem, javno medijsko osebnost izpostavljeno bistveno lažje, ceneje danes, ker ti ljudje pa začnejo slediti, ne vem, tam ena korporacija mora pa ful vlagati v to, recimo. Oni pa dobijo, ne vem, 60 milijonov nekih sledilcev, pa koliko je sploh tako pleme močno, recimo, kaj to pomeni? Vse to so veliki, danes so, bomo rekli, mala množica je lahko zelo glasna, ker ima vse kanale, ne? Včasih pred družbenih omrežjih. Artist je šel na turnejo in tisti, ko so pač kupili karte, so ga videli, pa videl si spot na MTV, ampak to ni bila živa interakcija. Ne? Danes pa so vsak dan v živi interakciji stotine milijonov ljudi, ne? In tudi manjši dosegajo velike množice. Danes je igra popolnoma spremenjena in 3/4 glasbenikov verjetno sploh ne bi preživelo, če ne bi bilo družbenih omrežij. Ne zaradi svoje glasbe, ampak zaradi družbenih omrežij. Ker so na eni poti glasbeniki, izdajen single, ostalo je pa njegov lifestyle, pa ne vem, kaj počne in tako dalje. In je veliko lažje z poslovnega vidika. Ne? Hkrati pa je tudi zasičenost taka, da verjetno spet ni pa full easy. Tako da vedno imaš, nekako moraš tehtati. Ampak pri podjetja imajo pa pač druge vire. Druge vire, pa tudi mogoče kult osebnosti je v marsikaterem podjetju zelo močen, kar je po eni strani, ne vem, Richard Branson, Virgin, SpaceX, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs, Apple, čeprav je že vrsto let pokojen, ampak nikoli ni bil Tim Cook, ki je ponesel brand še više, ni bil on enačica za Apple, Steve Jobs je Apple, to je kult osebnosti. In imamo tudi v Sloveniji, imamo gospoda Krapoviča, gospoda Boscarola in tak dalje, kljub temu, da gospod Boscarol ni več povezan, mislim, ne vem točno, kak je povezan s Pipistrelom, mislim, da še delno ne poznam detajlov, ampak je enako v naših percepcijah s Pipistrelom. Nekateri ga celo preimenujejo in mu rečejo Pipistrel, ne gospod Boscarol. Pa še bi jih lahko naštevali, zagotovo, ampak seveda z raznimi prodajami, razprodajami slovenskih podjetij se menjajo tudi lastništva in se potem te zadeve zgubljajo. Ampak imamo v Sloveniji fantastična, inovativna podjetja, od Skylabsa, DVSofta, to so velikanske stvari, in si dostikrat niti ne zavedamo, kak so velike stvari iz teh malih mest, malih kotlin, ki so prisotne ne samo v vseh kontinentih, ampak tudi v orbiti in še tako. Potrebujejo recimo taka nišna podjetja tudi neko podporo tak agencij, kot ste vi, recimo, ali kaj bi oni lahko naredili, ali kaj bi morali narediti? Absolutno. In ogromno podjetij iz Slovenije, ki so vsaj evropski playeri, če ne globalni, je tudi naših naročnikov in so fantastična podjetja in včasih niti ne moreš verjeti, da je neka taka stvar iz Slovenije. In po kaj predvsem pridejo k nam je po skrb za blagovno znamko in za nek upgrade blagovne znamke, začenši z urejeno znamčno identiteto, s temelji, ki se v nekem rapidnem razvoju, ki se običajno fokusirajo ta podjetja na izdelek, se pravi tistega, ki proizvaja ali storitev, kaj ga izboljšati in tako dalje, običajno iz nekih startupov pa potem v resna podjetja. Na tej poti dostikrat pozabijo ali pa nimajo resursov za to, da bi tudi znamka ekvivalentno rastla. In potem pride do trenutka, ko pa rečeš, ok, zdaj pa mi smo to, samo nas ne prepoznajo ali pa nas zamenjajo. In potem je treba iti nazaj, postaviti temelje,
urediti podobo, narediti prave strategije za sejemske nastope. Mi recimo tudi tega veliko delamo, ker smo sejemske nastope ne razumemo zgolj kot stojnica, kjer vi ste, ampak kot kanal, kjer vi boste nekaj dni, ki imajo prihod, 3 dni aktivnosti, follow-upe in tak dalje. Kak v bistvu bodo ljudje z časom, ki ga posvetijo stojnici, eni samo mimo grejo, eni se ustavijo, pa ni prostega svetovalca, kaj se dogaja v vseh teh fazah. In ko enkrat to začneš razumeti in narediti za vse situacije scenarije, ne, je to uspeh izjemno drugačen kot prej in to nam tudi povejo klienti. To so, recimo, po prvem sodelovanju, to je naš najuspešnejši sejem do zdaj. Ne? Ali pa za nekatera podjetja delamo, recimo čudovito podjetje tukaj iz Konjic, Isokon, delajo take povozne plošče iz kompozitov in hodijo na mednarodne sejme, kjer so ugotovili, da če pridejo za inovativnejšim nastopom, bodi si za hologramom, bodi si za 3D animacijo, zelo izstopajo od ostalih v gradbenem sektorju, v nekem takem materialnem sektorju. Ne? In to je zelo dobro razumevanje z njihove strani in seveda posledično tudi izbira nekega partnerja, kot smo mi, ki jim lahko te stvari na visokem nivoju naredimo. In je razlika spet tukaj, ta distinkcija. Tako da ja, po zelo različne stvari, tudi spletne platforme, bom rekel, ki morajo funkcionirati, morajo biti hitre, morajo biti varne. Ne. Zdaj danes pač mislim, da je porast aplikacij prijavljenih na Apple Store 84% ali nekaj tajega zaradi vibe codinga in je Apple začel blokirati, zato ker prihajajo gor nepopolne aplikacije s polno luknjami, nevarne aplikacije in tak dalje, ker danes vsi že kodajo z AI-om, in to je ravno ta razlika, ali boš ti sam skodal, samo ne veš, koliko imaš luknj noter, ali boš dal resnemu strokovnjaku, ki ti bo to naredil tak, da nobena pipa ne spušča vode. In se je tudi, mislim, da čas potrjevanja na App Storeu iz nekaj dni na 30 dni povečal zaradi te poplave. In tudi na YouTubeu vidiš oglase, ki oglašujejo aplikacije, ki ti pomagajo kodirati, samo rabiš idejo, ne vem, kako se mačke zmenijo, ne vem, se hecajo. In to je pač vsi mi trije lahko naredimo aplikacijo, danes pa ne znamo kodirati, ampak kaka ona bo, je pa vprašanje. Pa kaj bo to pomenilo? Kako vi to rešujete? Mi imamo lastni development team, izjemno izkušen. Andrija Šulič, partner, vodi celotno digitalno odpravo in delamo v bistvu in-house na najnovejših tehnologijah, delamo za naročnike iz pravzaprav različnih koncev sveta, Amerike, Jordanije, Švice, Hrvaške, Nemčije. In to so trgi, bomo rekli, ki so zahtevni, ki so resni, pa ne samo podjetja, ki so iz Nemčije, da delajo samo v Nemčiji, delajo na 50 trgih, in to je treba zagotoviti, sploh če gre za kakšne finančne institucije, za katere tudi delamo. Tam ni heca. Ali pa podjetje, recimo Cargo X slovensko tudi, ki dela v bistvu digitalizirano papirologijo za velike ladijske prevoze, postavljeno na blockchain. Tudi za njih smo delali spletno mesto in tu spet ni heca. To je pač, mora biti zadeva resna, če hoče nekdo verjeti tej znamki, da bo tudi postopek njegov za eno velikansko transportno ladjo brezhiben in brez napak. Da prije kdaj kakšna zahteva, ko rečete, se strašite, ko rečete, ne vemo, če bomo zmogli. Je prišel kdaj moment, ko ste rekli, ne bomo mogli? Zelo pogosto pridejo ti momenti, zato ker ti si vedno pred praznim listom papirja, ker če želiš za vsako znamko narediti nekaj unikatnega za njo, brez nekih ponavljav, že viden, si vedno na začetku. Ne vzamete konfekcije iz predala? Ne vzameš konfekcije, mogoče so kakšne stvari tehnične, ki se lahko, bom rekel, reciklirajo v nekem smislu, ampak ne moreš pa ti znamčne identitete kopirati iz ene znamke na drugo, če dve znamki obstajata, ker potem v bistvu delaš klon, In je vedno strah prisoten in mene spremlja osebno vso kariero. Vso kariero te spremlja ta neka tesnoba, rahla pred vsakim projektom. Zakaj? Zato, ker veš, da imaš visok standard, torej boš se mogel fejs pomatrati zaradi sebe in zaradi tega
na kak način delaš. In tudi izzivi, ki prihajajo, so zahtevni. Ne? Kaj pa je mene vso kariero v bistvu čez te strahove peljalo, je to, da sem rekel, ok, me je strah, ampak se hkrati veselim, kaj bomo tokrat naredili. Torej, veselim se tega cilja, ker vem, da bomo naredili. Zgodovina me pa uči, da smo vedno še naredili. Ne? Če nismo sami znali, smo pa kako zunanjo pomoč poiskali. Ne? Mi sodelujemo tudi z kakimi zunanjimi arhitekti, bomo rekli inženirji, tudi z Jožef Štefanom smo že delali, recimo. Ne? Ja, nisi najbolj pameten za vse, ne? Ampak pomembno je, da pa veš, kaj rabiš na tej poti in koga rabiš. Ne? To je zelo pomembno, ne? Ker včasih, če ne veš, kam moraš priti, pa kak, potem tudi ne znaš si pomoči najti. Ne? To je na nek način, skozi ko govoriš že prej o strahu, začetnem takrat v to predanje, to je na nek način vedno neko metanje iz cone obdobja. V bistvu to počnete, to je neka stalnica. Stalnica. In tudi potem včasih, ko misliš, da vse teče gladko, pa pride neko presenečenje, ki je bolj mogoče zgolj neka tehnična bariera, mogoče klient potegne kako bremzo zaradi nekega svojega razloga. Ne? In takrat seveda se nivo neke frustriranosti absolutno ali pa stresa poveča, ampak spet se moraš vrniti k sebi nazaj in reči, ok, mi smo strokovnjaki, mi vemo in znamo za stvarmi delati, ne? Zato dajmo pogledati, kaj se je zgodilo, kot da narediš eno malo distanco, ne? Kot menihi so o tem učili, ne? Stopi malo nazaj, pogledaj zdaj ta svoj problem, ne se zdaj v njem zgubljati, ne? Mogoče pa ni tak velik, ne? In dosti krat se med sabo vprašamo, interno, ne? Kako bi ti to rešil, recimo, ne? Dosti krat je rešitev že na sosednji mizi, ne? Če pa ne, pa pokličemo koga, ne? Okay. Da si predstavljam zdaj, ti si kariero gradil, začel si v Doberman Creative Company, to je 10 let nazaj, ne? Pa v Pristopu, pa v Publicisu, pa v Luni, ti BWA si bil, to je bilo na koncu, ne? Pol pa si predstavljam, da neki največji izstop iz cone obdobja pa bila pol ustanovitev trampolina, v bistvu, če se motim, ampak veliko si za razlogo povedal, zakaj se je to že tako zgodilo, od ukalupljanja seveda do odnosa do vsega, ampak kaj je bilo mogoče neko največje presenečenje, kaj te najbolj presenetilo na tem vstopu na lastno podjetniško pot, v bistvu, kje so bili največji izzivi, če se nisi pričakoval? Ja, Doberman Creative Company, začetki pri pokojnemu Igorju Kendi. To so bili lepi časi takrat, taki iskreni, bom rekel, zanimivi, včasih z glavo skozi zid. 4 leta sem bil v tej mali agenciji, 4 smo bili, večinoma smo delali radijske oglase. Ampak ste premikali takrat? Premikali, absolutno. Tudi Igor je bil zelo vizionarski, zelo pogumen in je pa takrat sporedno bila še ena zelo, zelo dobra šola kreativnosti v Mariboru, to je bil Festival Magdalena, ki zdaj več ne obstaja. Mi smo se tam zares kalili, tam smo prišli v stik z mednarodno konkurenco, bom rekel, z vrstniki, mladimi kreativci iz cele Evrope in širše. In ko si takrat postavil svoje delo na steno, si takoj videl, ne, ali si res slab, ali si tu, ali si pa res dober. Ne. In z leti smo postajali res dobri in tudi prejemniki redni nagrad in tam smo tudi se spoznali, bom rekel, z nekaterimi posamezniki, predvsem tukaj iz regije, s katerimi smo še danes prijatelji. Ne, in krojijo pomembna mesta v industriji, recimo na Hrvaškem ali v Srbiji in tako dalje. Ne. Tako da na poti, ne, je potem bilo, bom rekel, kaj me je na poti vedno spremljalo, ne, in me tudi mi pomagalo do pravih odločitev. Ne. Jaz sem vedno govoril o analogiji športnega dresa. Ne. Se pravi, dokler nosim dres ekipe, za katero igram s ponosom, ne, to pomeni, da dam vse za to ekipo, takrat sem najboljša različica sebe v tej ekipi. Če pa mi ta dres več ali me žuli, ali nisem več toliko ponosen na njega, je pa čas, da ga preoblečem, da si dam gor drug dres. Ne? In to je najbolj fair za tebe in za zaposlovalca. Marsikdo ostaja v isti firmi 15-20 let, ker je 15. pač ta plača, ampak ni že zdaleč najboljša različica sebe, mogoče tudi nesrečni in tak dalje. In to je škoda, ne? Treba menjati stvari. Ne? V športu, ne, tako reče Reed Hastings, ustanovitelj Netflixa, v svoji knjigi No Rules Rules, ne, on reče, da podjetja niso družine, ampak športni klubi.
Ne? Ker v družini je mogoče kak član družine, ne vem, nek stric tam, ko se grdo obnaša ali pa je alkoholik, reče vsi pa dobro, se naš stric v redu je. Ne? V firmi, ne, je pa treba kot v športni ekipi narediti najboljšo konstelacijo ali pa koga premakniti ali pa koga dati na drugo pozicijo ali pa koga prodati, koga kupiti. Ne? In to se dogaja v športu in on pravi, da je ta pogled na podjetja boljši kot na to, mi smo družina. Ne? In jaz sem predtem pač to skozi neko drugo prizmo te analogije dresa, ki je meni se porodila, gledal na to, ampak je podobna zgodba. Ko smo pa v bistvu začutili, mislim, jaz sem pravzaprav začutil pri sebi, šele posledično smo se začeli z Nenadom pa z Andrijo pogovarjati, to, da se več enostavno nimam fajn v velikih sistemih, ker ne verjamem več v prakse, ki se ne spreminjajo in ne izkoriščamo vsega svojega potenciala, kreativnega, poslovnega, ki ga imamo in ga znamo, kar pomeni odgovor na to, da čez 5 let več ne bom relevantno strokovnjak, če bom nadaljeval na ta način, da moram nekaj narediti. In sem se odločil, da ustvarim nek svoj svet, ne vem pa kakšne oblike. Ne? In takrat sem si tudi napisal na list 2 razloga, zakaj pravzaprav želim iz velikih sistemov nekam, nisem vedel še kam. Sem napisal jump higher pa have fun, se pravi, želim si spet posegati višje, ne? Tako smo nekoč že znali. Mislim, še vedno smo znali, samo nekoč smo to prakticirali, potem smo pa nehali, ne? In se imeti spet fajn. Ne? In iz tega je pol prišlo ven trampolin, ne? Jump higher, have fun. In pol sem preveril in so bile neke domene proste in sem jih kar zakupil, domene. Ne? Pol pa smo se začela z Nenadom več dobivati, ko smo se mi tudi vrnili iz Ljubljane v Maribor in smo začela obujati neko to staro idejo, nekoč bomo pa imeli svoj studio. Nenad je bil takrat freelancer, je sodeloval s številnimi podjetji, že vrsto let, Andrija je pa vodil na Poviju velik UX oddelek in potem smo tudi seveda stopila do njega in ga vprašala, če bi šel in je rekel tako ja, ne. Potem smo se mi pripravljali približno 3/4 leta, korona je prišla vmes, smo rekli nič, mogoče pa je to res priložnost. Ne? In potem presenečenja, ne? Seveda ne veš, kaj pričakovati, prvič se podajaš na poslovno pot, imaš družino, treba je tudi poskrbiti za neko varnost. In najprej je sledilo pozitivno presenečenje. Ne? To je bilo to, da mi smo se pripravili, da bomo mogoče od ustanovitve 2. novembra 2020 mogoče izdali prvi račun januarja naslednjo leto. Ne? Če bomo res pridni, pa imamo nek PR načrt, pa ena darila, ene plakate bomo razposlali podjetjem in tako počasi januarja mogoče pa kaj naredimo. Ne? In 2. novembra smo dali na družbena omrežja objavo, da smo zdaj mi trampolin, to je naša spletna stran, ki smo jo sami naredili. In pol do konca dneva pozabili na telefone, ker smo šli nekaj pojesti, pa tak, in zvečer pogledamo in so dobesedno goreli. Goreli so pa z prošnjami za termine, za sestanke iz najrazličnejših ljudi iz industrije in smo 3 dni dobesedno razporejali urnik in drugi dan začeli delati in se v 3 mesecih potopili. Sami 3. Ne? In potem smo začeli zaposlovati ljudi, da smo lahko predali organizacijo, da smo lahko razširili UX oddelek, da smo lahko oblikovalski oddelek razširili in tako dalje in tako dalje. Ne? Danes nas je zdaj 11, ne? V full team ekipi, ne? Brez nekih zunanjih. Ne? Super. To še mogoče povedi, samo česa si se ti recimo v večjih sistemih, agencijah naučil, pa se mogoče tega ne bi mogel kot nek freelancer, recimo, zagotovo je bilo. Zagotovo, to je v prvi meri resen drill, resen drill. To je... Imate taki, oprostite, da se moram reči, taki drill zdaj tudi? Ne, zdaj drugače delamo. Zdaj delamo popolnoma drugače, ker smo neke stvari spremenili v bistvu in naredili en svoj način dela, bom ga tudi potem razložil. To je bil resen trening, around the clock se reče, ne? Se pravi, to so bile noči treninga. Ja, ne vdahneš, ampak si dovolj mlad, ne? Vsaj v mojih letih je bilo takrat, tam bom rekel v nekih srednjih 20 do 30. leta, ne? Pa še malo prej, to je bil resen tempo. In brez tega tempa ne bi bili tako dobri in tako hitri, kot smo lahko danes, ne? In marsikdo, ki ni šel čez to resno agencijsko, ki je danes drugačna, kot je bila takrat. Takrat delati na pristopu, pa danes delati na pristopu je drugače.
si predstavljam, koliko pač slišim. Ne? In takrat so ekipe, res smo dosti delali, dobro delali in tudi smo se borili za dobre ideje. To pomeni, da smo zelo, zelo pogosto klicali kliente, če so zavračali, se magari jim trkali na vrata, pa še enkrat razlagali, pa še enkrat, ker smo se borili za to, v kar smo verjeli, da je prav. In to je prav. Ne? To je prav. Ne? In tudi danes, če imamo videnje za nekoga, ki je prišel k nam po pomoč, da je za njega dobro in da znamo narediti in mu pomagati, on ima pa neko bariero. Lahko je to strah, lahko je to dvom, lahko je to, nisem še imel izkušnje z zunanjim sodelovanjem, pa zdaj bom mogel dati toliko denarja, pa a bom dobil kaj ven. Ne? Naša naloga je, da ga peljemo čez te strahove, do tega, da reče, ok, zaupam vam. Eni pridejo pa rečejo, zaupam vam. Eni pa ne pridejo pa rečejo, zaupam vam. Ne? In če vidimo, da lahko ljudem pomagamo, bomo šli čez te, pa če je to 10 klicev. Ne? In se nam dogaja tudi, da se potem iskreno zahvalijo. Zato, da smo jih po domače povedano brcnili v rit in rekli, you can do it. Skupaj lahko to naredimo in tak bomo naredili in tak vam pokažemo in tak. Ne? Kar je pa tudi ena stvar, ki me je mogoče v zadnjih letih puščala na cedilu v velikih sistemih, ker se nismo več toliko borili za te stvari, ampak smo rekli, daj, pusti. Ne? In to je posledično tudi pri naročnikih začelo oddaljevati te odnose, manj je bilo zaupanja, več je bilo nekega kreganja, več je bilo obtoževanja, ne? Smo pa v industriji komunikacij in če se ne znamo zmeniti, ne, pol isto kot da kirurg ne bi znal žile zašiti. No, zmeniti. Pogovor res je manjka, tu se bi lahko spet vrnila na tisto, mogoče malo manjkanje kulture, poslovne pri nas, ampak pustimo to, da še to pove, kako danes recimo balansiraš med ustvarjanjem in med vodenjem ekipe, podjetja, ne moreš se temu izogniti zagotovo, ne. Vse to so zahtevne, bomo rekli, naloge in če ne treniraš, če se skozi ne izobražuješ, izpopolnjuješ, ne moreš biti vse boljši. Ne? In mi recimo zelo veliko pozornosti skupaj z obema soustanoviteljema in tudi z, bomo rekli, preostalo ekipo gledamo na to, da se čim več učimo, da si tudi zunanje strokovnjake privoščimo, ki nas učijo o prodaji, ki nas učijo o medsebojnih odnosih. Ne? Zdaj v vsaki ekipi, tudi v družini, tudi v paru pride do trenj. In je normalno, da pride do trenj, zdaj pa je stvar, kak jih boš pa reševal, recimo, ne? Ali jih boš pustil, pa se bodo nalagali, ali se boš z njimi ukvarjal, pa jih razreševal, ne? In mi se odločamo vedno za to drugo pot, ki spet zahteva od tebe odločitev, odgovornost in akcijo, ne? In je včasih je težko, ampak bolje pa lahko. Polje pa lahko, ker če pa je najprej lahko, je pa pol lahko ful težje. In če se tega zavedaš, je pač greš v neke odločitve. Veliko se pogovarjamo, vsi trije partnerji imamo redne tudi sestanke med sabo vsak teden, tako smo non-stop v pogovorih, ampak tedni letijo ko šus, in včasih enostavno nimaš nekoga časa vprašati, kak si. Razen zjutraj, ko pridemo, kak ste delali čez vikend in piči dalje. Ampak je treba se ustaviti, vprašati, zato se mi redno tudi, bomo rekli, dobivamo, ali je to online, ali je to v živo in se pogovarjamo o teh in drugih stvareh. In to tudi pomaga pri boljšem vodenju, pa še vedno ne znaš vedno odreagirati pravilno ali pa tako, kot bi lahko, ali pa dati boljšega feedbacka, ali pa si mogoče tudi včasih ti pod kakim stresom, pa bi drugače lahko rekel. Ampak če imaš v glavi, kako lahko skupaj polepšamo dan drugemu, v kakršnikoli obliki, je že zelo dober kompas, da včasih mogoče ne, po domače povedano, blekneš nekaj, kar bi lahko vdihnil, pa bi potem povedal. In ogromno beremo o tem, tudi Harvard Business Review, recimo, sem naročen na njega že po moje 8 let, preberemo od začetka do konca vsako edicijo.
take stvari so zapisane tudi v takih, bomo rekli, publikacijah, pa v knjigah, pa v podcastih, pa v strokovnjakih zunanjih, s katerimi sodeluješ, mentorstva. Nikoli nisi predober, da ne bi mogel imeti mentorja. Lahko imaš pa mentorja iz nekega drugega področja, ki ti oplaja tvoje področje, recimo. Tako da, in to si privoščimo in nam tisti vložen denar ne pomeni izgubljen, ampak investiran denar v nas, v ekipo, v odnose. To sem te vprašal, ker si zunanji strokovnjak omenil, imaš ti osebno skozi kakega mentorja ali pač po potrebi, recimo? Po potrebi. Tudi na nek način smo drugemu mentori cel čas, ampak ti strokovnjaki, ki se fokusirano ukvarjajo s tem, so pa zelo, bom rekel, s temi, ki smo mi sodelovali, so nam zelo pomagali razrešiti neke stvari, odpreti neke poglede, neka polja in tako dalje. Tako da bi si želel imeti mogoče stalno koga, mogoče tudi ga kdaj bom imel, ampak zaenkrat je po potrebi dovoljno. Kaj danes dela razliko med dobrimi, odličnimi in vrhunskimi kreativci? Jaz mislim, da je veliko težav, ki ustavljajo številne procese, je ego. Ego, ki ga veliko ljudi ne zna krotiti in jih oropa številnih potencialov. In tukaj biti pomirjen sam s sabo je velika prednost, da ti ta ego ne nagaja. Ker včasih ego vodi do principov in principi vodijo do nekih, reperi rečejo, ne požigam mostov, da bi si osvetlil pot. To je ključ, da znaš včasih narediti korak nazaj, reči tudi sebi, daj, reči, jaz sem se zmotil, ali pa, se opravičujem, ali pa zmorema midva to skupaj narediti, dajva vsak korak nazaj. Včasih si misliš, to je, kot da bom zdaj splezal na Mont Blanc, ampak ni tako hudo. In to te dela odraslejšega, to te dela zrelejšega in tako dalje. Teda tukaj vsak dan vidimo, bomo rekel, pri odraslih ljudeh, kakšne težave jim povzroča ego. Pa verjamem, da je to težko s tem delati. Teda kaki mentor, kaki strokovnjak. Ste vi morali handlati, vi trije predvsem, recimo ti, Nenad, Andreja, svoje ege na začetku? Ja, vsak dan. In bom rekel, dobro funkcioniramo. Ko se nam zatakne, se pogovorimo. Če se nam zatakne preveč, si mogoče kak zunanji pogled privoščimo, in to je prav, in to je del. Sej Luka Dončić ima 10 ljudi okrog sebe, en skrbi za gležnje, en skrbi za njegovo glavo, en skrbi za njegove ločitve, in ne more vsega sam, on je zato tudi, da dela šov na parketu. In poiskati si pomoč je že, bom rekel, ena stopnička k temu, da si mogoče malo ego znižal in ga dal na stran. Tako kot je rekel pokojni gospod Drnovšek, mislim, da Hribarju, ko ga je v svoji oddaji, to se še živo spomnim, ga je skozi želel sprovocirati. In on mu je rekel, pobožam vaše ego. Ni se pustil, ker je bil prevelik. Res je. Daj to nam še pove, kako postavljate recimo ceno kreativnega dela. To je, kak proces je to, kaj vrednotite, nekaj verjetno tega, kar je fizično treba izvesti. Pa tu obstaja neki recepti, ali to... To je zelo težek del, zato ker je to neopremljiva vrednost, ki se ne pokaže enako kot 10 opek sem zložil in ena opeka stane toliko, krat 10 je toliko. Gre za neke abstraktne pojme in jih marsikdo tudi, pa se to imaš ti v minuti, ampak tako kot je rekel Picasso, v tisti znani zgodbi, ko je v enem parku risal, skiciral, in je prišla mimo dama in je rekla, vi ste veliki umetnik, narišite moj portret. Pa je on rekel, z veseljem, in jo nariše in reče, to pa je $5,000. Pa ona, kaj pa se vam je vzelo minuto? Je rekel, ne, celo življenje. In to je to, se pravi,
če bi mi po urni postavki vrednotili kreativnost, bi bili najmanj plačani. Najbolj plačani bi bili nesposobneži, ko bi delali en mesec, en slogan. Ne? In to ne gre. Zato imamo neke cenike, imamo neke vrednosti, ki se tudi, bomo rekli, ne spreminjajo od naročnika do naročnika ali pa znotraj naročnika, ni vsakič tak, pa vsakič drugače. Lahko gremo pogledati tudi prejšnje fakture, lete, to je stalo toliko, zdaj stane toliko. Ne, mogoče čez čas, vseeno je treba malo neko inflacijo, ampak še tukaj ne delamo velikih manevrov. Ne. Tako da postavljamo cene tako, da lahko za njimi vedno stojimo. In postavljamo cene tako, da nimamo noter rezerve za pogajanje. Ne. Ker nekdo reče, koliko še imaš zdaj fora? Pa sem rekel, nimam nič več fora, ker je cena nastavljena fair, moj popust je pa ekstra mile, ki ga boš čutil skozi proces. Ne? Se pravi, on plača 9, dobi pa 12 enot. Ne? To pa je z trudom, z tem, da najdemo rešitev, da se mi pogovarjamo s tiskarji, ko se ne bi rabili, zato ker pač imamo več znanja. Ne? In potem marsikdo pokliče pa reče, razumem in čutim. Ne? Se to sem napeljal ravno na to, ker me zanima, koliko je še nerazumevanja tega, recimo pri partnerjih, pri podjetjih, pri naročnikih, ravno tega dela, kreative in zaračunavanja tega. To še zelo prisotno, ali morate vsakič znova prebijati tu nek let, recimo? Ja, je zelo prisotno, ne? Ampak je to popolnoma normalno. Ne? Mi ne obsojamo nobenega, ki ne razume, koliko stane kreativno delo. Zato, ker pač ne rabi on tega razumeti, on se ukvarja s svojim poslom. Naša naloga je, da mu to prijazno razložimo in mu povemo, kaj bo skozi to dobo, kak bo proces tekel in zakaj toliko stane. Ne? Zdaj pa mogoče pa kdo si predstavlja, da je to 1 enoto, ne 5 enot, pa tudi nič narobe, če reče, to pa nimam. Nič hudega, lepo se imejte so srečo v poslu. Ne? Nismo mi tisti, ki bi zviška gledali na kogarkoli, ne? Ampak smo tu zato, da delamo dobre stvari in da pomagamo podjetjem in osebam, da prosperirajo v svojem poslu. Ne? Posledično tudi osebnostno. Ne? En me je vprašal enkrat, kak ne jaz preko tega človeka, ne, ki je, rečemo, nek zaposleni, pridem do šefa, moram pa preko njega. Ne, pa sem rekel, vprašaj se, kaj njega motivira, ne, s čim lahko ti njemu pomagaš. On ima isto zaseden urnik, on ima isto svoje kredite, on ima isto, bo mogel svoje otroke razvažati celo popoldne, z ženo mata načrte in tako dalje. In zdaj prideš ti. In zakaj bi on tebi dal svojo pozornost? Ne? Vprašaj ga, ali mu lahko pomagaš napredovati skozi to, da šefu predstavi eno čudovito idejo in ti jo imaš. Vprašaj ga, če mu lahko prihraniš čas s tem, kaj imaš. Ne vem, ljudje smo v poslu, ljudi delamo, ne? Pustimo zdaj stroje, pa AI naroča AI-ju in tako dalje. Kaj bomo na koncu? Bomo prepustili edini primat čustev in unikatnega razmišljanja strojem, ki ga nimajo zaenkrat še, ne? Ne vemo, kam bo to šlo, ne? Ampak cele generacije prepuščajo primat unikatnega razmišljanja strojem. Sej vsi srednješolci delajo z AI-jem, seminarske. Pogovarjam se s profesorji na fakultetah, rečejo, da dobivajo vse manj uporabne, nočem biti žaljiv, generacije, ker ne znajo reševati problemov, ker ne znajo kritično razmišljati, ker ne znajo razmišljati svojo glavo. Zato, ker seveda niso razmišljali svojo glavo. Ne? In zadnjič me je vprašal kolega, kak ne rečem sinu, da naj ne piše seminarskih z AI-jem. Sem rekel, razloži mu, zakaj je to nevarno. In razložimo, ali pa se ti izobrazi, najprej moraš ti narediti svojo nalogo. In tu imamo velik problem, da šole niso pripravljene, starši niso pripravljeni in posledično seveda otroci, ki so rojeni v tehnologije, ne morejo imeti kompasa, ker nimajo primerjave. Ne? In je to velik hudič. V 2. razredu otroci imajo smartfone. Kam smo prišli? Halo? Ne? V tujini celo starši, zdaj smo neko raziskavo delali na to temo, sklepajo pakte med sabo, da bodo isto delovali. Se pravi, v razredu se starši zmenijo in rečejo, mi ne bomo pustili telefonov, torej noben ne bo prišel, pa bo rekel, jaz ga pa imam, ti si slab, ker ga nimaš. Ne? Isto odmerli čas in tako dalje. Ampak to morajo biti zelo zavedni. Zelo zavedni. To je zelo težko. To samo en lahko poruši. Ja, to samo en lahko poruši. Točno to. In jaz mislim, da bo mogel biti ukrep tudi pri nas. Dobro, za ene države so že prepovedali družbeno omrežje in tako dalje. Nekaj se bo moglo začeti dogajati. Ne? Zdaj recimo, pač moj sin je rekel, kdaj bom dobil telefon, pa moja žena rekla, v 8. razredu, če bo vse v redu. Se pravi, zelo zdaj v 1. Ne? Še daleč od tja in njemu je to okej. Ne? On je dobil nek konkreten odgovor, to je okej. Ja, samo vmes se bo začelo spreminjati. Se veš, Zrečarka ga pa je vprašala, ko je to povedal,
je rekla, šele. Tak je imela odprta vrata, da bi rekla pravilno, ali pa mogoče super, to, kar zgodaj. tako, zelo dobro, verjetno je še to prezgodaj, na neke normalne razmere, ampak pustimo zdaj, zelo narobe. Tu smo. Ne. Ja, vse nas je to zadelo, nepripravljene, seveda, in zdaj pa še treba reševati, kar se reši, da da, ampak se vidiš vedno nekdo potem malo iztrči. Seveda. Imamo ta problem. Glasbo sva omenila, pomembna je tudi subkultura, ki je tebe verjetno poleg športa tudi sooblikovala, skejtanje. Je tudi del tvojega DNK, pa si član zasedbe Tekoči kru, muzičar si oziroma reper, da ne bomo preveč posploševali. Kako je to dvoje, tudi ta in skejtanje in vse to, kar ti je glasba dala, recimo zaznamovalo tvoj način dela, pa ne nazadnje tudi pač tega kreativnega procesa, ki je pri tebi vedno prisoten? Ja, skejtanje je zelo, bomo rekli, prikladna prispodoba kreativnosti, oglaševanja, recimo. Se pravi, imaš objekt, imaš prepreko, ki jo moraš na kreativen način preskočiti. Se pravi, tam narediš preko nek trik in ga izpelješ, tu pa narediš prek neke prepreke, recimo lansiranje novega produkta, na zelo zanimiv način preskok te ovire. In je zelo, bi lahko rekel, zelo sorodno. In skejtanje je v bistvu tisto, ki te nauči, bomo rekli, ravno tega, se pravi razmišljanja, kako bi jaz še lahko to stopnico preskočil. Preskočil sem jo že tak, pa sem jo tak, zdaj pa nisem je pa še tak in greš potem trenirati, da jo boš tak. In isto je, zdaj imam za narediti, logotip nove blagovne znamke, naredil sem ga že tak, bomo ga pa zdaj tak naredili. In to je zelo podobno. Tako da to ti da tudi, bom rekel, neko zdravo, vsaj mi smo imeli to priložnost, da smo v dobrem community, v dobri družbi, še danes smo prijatelji, odraščali na nek konstruktivn način, lahko bi tudi kakšne druge bedarije počeli, pa smo jih manj verjetno, ker smo pač več skejtali. Še danes imamo s prijateljem Luko Penom brand skejtov NBC, zdaj glih pripravljamo novo izdajo z enim ful dobrim sodelovanjem, ki je na drugi strani repersko. Teda zelo povezujemo nekako te zgodbe in na koncu tudi dosti tega konča v kampanjah, ki jih nekako ustvarjamo, ali pa ki prihajajo iz nas, tudi Nenad, tudi Andrija sta iz enakih subkultur, iz skateboardinga, iz hip-hopa, iz punka in tak dalje, in se tukaj zelo najdemo, tudi naša podoba trampolina je malo street art style, tako da ja, dosti teh tematik se je znašlo v kampanjah, ki smo jih mi naredili, ali so bili to kakšni hip-hop komadi, ali je bila kakšna skaterska tematika v zgodbah. Tako da ja, in tu se tudi recimo sploh pri hip-hopu, tudi pri bendu, z Andrijo smo tudi sočlana v bendu, on je producent Tekočega kruja, on je bil tisti motor, ki je dosti krat dvigoval letvico, ker je bil kot producent manj prisoten kot MC, torej drugačen od nas in tudi bolj glasbeno šolan, je dosti krat lahko zelo argumentirano povedal, ker stvari niso dovolj dobre in smo zaradi tega bili vsi tudi ostali boljši, smo se morali tudi učiti sodelovanja. Spet so bili tukaj egoti, spet so bili tukaj različna mnenja, različni pogledi in ko se enkrat naučiš v taki konstelaciji sobivati na konstruktivn način in nam je to uspelo, zdaj je to že, 2003 smo začeli, zdaj imamo začetku poletja na Val 202 festivalu spet koncert, in ti koncerti so nam zelo dobra priložnost, da se spet konkretno podružimo, medtem ko smo vsi razpeti v neke svoje življenjske zgodbe, obveznosti in tak dalje in se tudi manj posledično videvamo, razmidva z Andrijo, ko smo pač vsak dan v stiku kot partnerja v podjetju in to me tudi zelo veseli, da lahko eno tako zgodbo, zelo konkretno poslovno nadgradiš z nekom, ki si pač prej bil v bendu. Vse to se malo odraža tudi v teh dogodkih, ki jih tudi nekako
prirejate, pripeljete v to okolje, marsikaj, ti si tudi preko društva za marketing zelo aktiven z raznimi dogodki. Verjamem, da je bilo tega še več, verjetno časa, premalo si predstavljam, ker so prej omenjala Magdaleno, ali kdaj, kje, vi kot provider, recimo, organizator, zavedate se vsi, seveda pomena, praviš, druženja, networkinga, teh festivalov, dogodkov. Kdaj spet Maribor na zemljevidu? Mi smo si zadali 3, ko smo ustanovili trampolin, da poleg posla bomo v tem delu Slovenije poskrbeli tudi, oziroma skrbeli za več prihoda, znanja, inspiracije na kakršenkoli način. In to se odraža ravno skozi te dogodke, ki jih tudi organiziramo ali soorganiziramo. 3 leta nazaj smo organizirali tisto spektakularno razstavo Recycle or Try Slavena Kosanoviča Lunarja, najpomembnejšega pravzaprav grafiterja iz regije, s katerim še danes sodelujemo. Lani smo za njegovo razstavo, ki je bila v muzeju Zagreba grada, velika razstava, pripeljala ljudi iz celega sveta, tudi kultno Marto Cooper, ki je pofotkala vzpon New Yorka in Brooklyna skozi urbane subkulture, je bila tam, smo naredili podobo za njegovo razstavo, in to so neka taka sodelovanja, ki oplajajo, bomo rekli, in veliko prenašajo v mesta. Tu na tej razstavi je bilo 1000 obiskovalcev, mladi, šole, vrtci, in to je nekaj, kar lahko daš te impulze ljudem že od malih generacij naprej, in to je dobro delo. Zdaj 2-krat letno organiziramo skupaj z društvom za marketing dogodke v Mariboru, kjer niso bili 13 let. Vse se je nekako zgrnilo v Ljubljano, in mi smo rekli, dajmo narediti jih tukaj. Mi poskrbimo za program, za goste, ki so vedno top. Zdaj imamo ravno 20. aprila v Minoritski cerkvi, imamo fantastične goste, 4 res mednarodno prodornih znamk, ki so slovenske. Bo res dober strokovni dogodek. Pol so tukaj tudi kaki manjši lastni dogodki, smo del Maribor Art Walka, tudi delamo podobo vsako leto, letos bo tudi. In tega bi si želeli seveda še več in nekako tihi, bomo rekli, ne cilj, ampak mogoče nekdaj nekoč je tudi kak dober festival, ki bi bil primeren času, ustrezen času. In mi smo vso to naše prizadevanje na tem področju dogodkov poimenovali, to si je Andrija takrat spomnil, Marta. Marta pa je po v bistvu izročilu sestra od Magdalene, od Marije Magdalene sestra, ki je bila pa še bolj nora, še bolj taka razigrana sestra, in mislim, da in pod tem imenom v bistvu vodimo, imamo tudi na Slacku kanal Marta, kamor grejo vse izobraževalne, dogodkovne stvari, imamo na Driveu mapo Marta in teda mogoče bo kdaj kakšna Marta festival. Ključno, to je. Dobro ime. Dobro. In že kaj nakazuje, razkriva, kakorkoli. Bi upal izpostaviti recimo najboljši, pa ne bi rekel najslabši, ampak nek projekt, na katerega mogoče zaradi nekih takih in drugačnih razlogov nisi bil najbolj ponosen, ali pa kaj mogoče si se samo iz tega naučil, iz te lekcije? Zdaj, dobrih projektov je veliko, na vsakega si na nek način ponosen, na drugačen način, in vsak je naredil nek pečat. Zdaj mogoče, tak čisto iz glave, zdaj kaj mi je prvi, pa bom to povedal, pa mogoče sem 3 druge pozabil. Je bilo eno sodelovanje za mladinski film Igrišča ne damo predlani, kjer so se na nas obrnili ustvarjalci tega filma, ki so ga ustvarjali 12 let in so izkazali željo po sodelovanju v smislu, da bi mi naredili kampanjo za ta film, komunikacijo, podobo za film in tako dalje. Mi smo rekli, dajte nam najprej poslati film, da sploh vidimo, zakaj gre, in so nam poslali tak na enih 70% neko montažo. In ko smo mi videli, kako pomembne stvari za mlade, za starše, za učitelje so tam v tem filmu, so večje od filma, pravzaprav film je fantastičen, ampak te stvari so bolj pomembne, smo rekli, naša dolžnost tudi kot staršev je, da te stvari vam pomagamo dati na glavno temo v državi.
in to je v bistvu kakovostno preživljanje mladosti, stran od zaslonov, v igrišča, v druženja, v sodelovanja, v mogoče dati lastno trenutno zmago na stran za skupno večjo zmago in tako dalje. In to je vse v tem filmu. In smo se odločili, da to je en takih, bomo rekli, primerov, ki je glede na trud finančno neproporcionalno kompenziran, ampak je vrednost efekta toliko pomembnejša, da je tisto potem manj pomembno. Teda tam smo potem v bistvu zagnali eno tako resno diskusijo družbeno, mislim, da več kot 600 prispevkov medijskih v vseh medijih, earned media, mi temu rečemo, prislužena publiciteta, zaradi pomembnosti teme. Začeli so se priključevati psihologi, javil se je Peter Vilfan takrat, da tudi on pove, kako pomembna so igrišča, kaj se tam dogaja, kaj se tam kali. Z Nipketom smo naredili komad Igrišča ne damo, ki je pravzaprav bil glavni promocijski element in je retrogradno pristal v filmu. Film je že imel glasbo celotno izbrano in tudi glavni nosilni komad, ampak je ta komad toliko bil vsebinsko bolj od filma lasten, da so premontirali režiser pa montažer, da so ga dali kot nosilni komad in je pravzaprav to zavedno postalo del popularne kulture. In to je neka taka stvar, ki ti tiste mesece, ko ustvarjaš, prinaša to satisfakcijo nazaj, ko vidiš, da mladi, ko so prišli na snemanje spota, dali smo tudi en natečaj ven, da so lahko po celi Sloveniji prijavili svoje igrišča, ki jih ne dajo in zakaj jih ne dajo. In to so bile zelo emocionalne zgodbe. Tudi do tistih, da so jih poplavile, takratne poplave, do tiste, ki so nekoga preprečili, da izbere napačno pot in tako dalje. In potem smo 7 igrišč Slovenije izbrali, ki smo jih vključili v ta videospot od Nipketa, in ko so ljudje prišli na igrišča, predvsem otroci, so že komad znali, ki smo ga prej lansirali, tam srečali svojega idola, dobili nalepke, si jih dali na čelade in to je to. Zgodba to so lepe. Ja. Kaj se pa tiče napak, pa jih sproti delaš, ampak tak, če iskreno nazaj pogledam, take radikalnejše, ki bi nastala zelo veliko, ni bilo. Hvala Bogu, da je ni bilo. Seveda so se kakšne napačne odločitve zgodile, ki te tudi stanejo mogoče 2, 3, 5 tisoč evrov, ampak na koncu se moraš vprašati, zakaj je prišlo do napake. Ali nisem bil dovolj pozoren, ali nisem imel vpliva na to in to, ali bi lahko drugače naredil kaj, in moraš poiskati takrat odgovore. Seveda pa kot ekipa stojimo skupaj, ne glede na to, kdo naredi napako, ker vsak se lahko moti in naš namen je, da smo, bomo rekli, smisel kreativnosti je napaka, je motnja. In seveda prihaja do, kolikokrat more eksplodirati ali pa kolikokrat je raketa eksplodirala od SpaceXa, predno je ritensko pristala. Mislim, da so imeli še glih 2, da ne uspe. Teda ja, to je to, in to moraš na nek način sprejeti. Ni pa vsakič pa je malo čuden feeling, ampak moraš reči, to je del posla. Kako definiraš uspeh danes, recimo po vseh teh izkušnjah? Predvsem v razmerju, časovnem razmerju, kaj vse lahko v dnevu pravzaprav počneš, tudi kot oče 2 otrok, sem prisoten, sva oba z ženo zelo prisotna starša, tudi posledično smo dogovorjeni, da delamo 7 ur na trampolinu. Vam to uspeva? Uspeva. Tu pa tam je treba povleči, ampak že če čez teden našteješ 5 ekstra ur, ki so ostale v zraku, nobenemu ni težko kdaj kako urco zvečer mogoče povleči, ker nam vsak teden ostane 5 ur, delamo od 9 do 4. In to smo se tudi zavestno vsi ustanovitelji odločili, ker smo šli v to zgodbo že kot starši in smo rekli, ni zdaj namen, da gremo v novo zgodbo, da bomo manj prisotni, da bomo več delali, ampak da bomo pametneje delali. In tu smo naredili 3 ključna pravila, ki nas vodijo in so del naše filozofije. Prvo je to, da zelo, zelo premislimo, čemu namenimo svoj čas, zato ne hodimo na piče, ne hodimo na sploh brezplačne piče. To je absoluten
nespoštljiv waste of time in je industrija zračunala, koliko 100 milijonov izpuhti vsako leto, ampak še noben več nič ne naredi, mi smo naredili svoje, mi pač ne pridemo. Ne? Kar se pa posledično dogaja je, da veliko podjetij najde ovinek, če se želi delati z nami, da delajo tudi brez piča. In tudi sami dostikrat priznajo, da je frustrirajoče za njih ta proces in da ne prihajajo do dobrih rezultatov. Seveda, ker ne morejo, ker 5-6 agencij brezplačno špekulira, naredi neke poprečne ideje, dane z AI-om in to ni nič od nič. Ne? Zdaj pa, če imaš ti spet to odgovornost, da boš nekaj dobrega naredil in rabiš zunanjo pomoč, primerno kompenzira ekipo, ki ti bo namenila tvoj čas, ti nameni vse inpute, ki jih lahko daš in boste prišli do dobrega rezultata. Definitivno boste prišli. Ne? Tako da ja, to je za mene največji uspeh, biti prisoten v službi, narediti tisto, kar lahko naredimo, da smo najboljša verzija sebe in ko prideš domov, imaš, bomo rekli, velik del dneva, da si najboljša različica sebe kot starša in to je to. Ne, vmes pa seveda si še tukaj ti, ne smeš pozabiti na sebe, ne, tako da treba je tudi redno se gibati, trenirati, ne, zdaj ženo počnemo to zjutraj, ne, vsak dan en. Fizični trening. Fizični trening, tako, ja. Okay. Tak, in jaz se še naprej ukvarjam z borilnimi veščinami, ona hodi na razne vadbe in tisti dan, ko je nekdo na vadbi, drugi otroke odpelje vrtec in šolo in naslednji dan je drugi. In tako to funkcionira. Ne delamo tega popoldne, zato ker smo skupaj. In to je pomembno, ne? Za nas. Ne? Super. Tine ure bi še lahko govorila, verjamem, da je bilo še vedno zanimivo za slušatelje, ne? Ampak eno vprašanje mora biti zadnjo, pri nas je vedno enako za vse goste, tako da tudi ti se mu ne boš izognil. Kaj je bila ta neka lekcija, lahko je bila tudi napaka, se si govoril o napakah, ampak ki se morda zdela v nekem trenutku napaka, je bila pa na koncu mogoče najbolj dragocena izkušnja za tebe osebno, za ekipo, ne? Mogoče bolj osebno, no, ampak... Dobro vprašanje, zahtevno, ne? Zahtevno vprašanje. Zdaj, napaka, ki se je izkazala potem, ne vem, če je zares bila, ne, v taki direktni obliki, ampak to, kaj sem na začetku rekel, ne, iti čez sebe, čez tiste strahove, ki jih imaš noter, je velik učitelj, ne, zahteva od tebe odločitev, potrditev nečesa, torej spraviš se v neko godljo in potem se za njo pripraviš in jo izpelješ. In na ta način rasteš. Ne? In jaz sem teh napak v začetku naredil ful dosti. In iz vsake te napake, ne, pa sem si 100-krat rekel, ne grem več. Ne grem, ker se ne počutim dobro, ker me je bilo strah, ker sem v začetku se mi je zataknilo, pa nekaj. Ampak sem rekel, ampak to je zdaj bilo prvič, kaj bo pa 10-tič? Ne? Kaj boš naredil, da se ti več ne bo zataknilo, recimo, ne? Pa se ima včasih ta knedl tukaj, ko se reče, ne, cmok v grlu, pa te je žejalo, pa ne vem, si začel pozabo, kaj bi moral povedati in tak dalje, ne? Ampak to je bilo takrat, ne? Da pa lahko danes, normalno, tako, če govoriš svoje misli, ki so kompaktne, ne, pred kakršnim kolim občinstvom, je pa stvar samo kilometrine. Vseh teh napak, vseh teh napačnih, takrat se misliš, da so napačne odločitve, so pa dejansko prave. Ne. Teda ti strahovi, ne, ki jih ima vsak v življenju, tudi mogoče ne počutim se več dolgo dobro v tej službi, menjajo, ali pa vzami si pauzo, dobro, so tu finance, ampak daj omenjati, ne, na koncu boš rekel, wow, ful dobro, ne, zdaj sem komaj razprl krila, nekaj takega, ne, ali si v zvezi, ki ne funkcionira, menjajo, ne, ali ne vem, kaj te mori, si želiš nekaj narediti, se vpisati nekam, daj se vpiši, še vedno lahko se izpišiš, ne. Super, hvala Tine, izpisujemo se 100-kratno epizodo, tudi mi, verjamem, da ste uživali v poslušanju in da ne bo ostalo pri samo enem poslušanju, tako da kadarkoli si lahko podcast zavrtite, da pa ne bi zamudili naslednje epizode, se ne pozabite na podcast naročiti. Posledite nas na vseh kanalih, kjer smo prisotni na Spotify, YouTube, Apple Podcast, skratka tudi na družbenih omrežjih. Do naslednjič, naj bo uspešno. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje.